Daniel je kmetovalec. Njegova zemljišča so tik ob poti, ki bo zaradi gradnje železnice razširjena na 28 metrov. Zaradi močnega posega na njegovo posest je državi predlagal zamenjavo za drugo zemljišče. Namesto zamenjave pa je dobil odločbo o razlastitvi. Kot kmet rabim zemljo, iz tega živim, ne? In v bistvu kmet brez zemlje ni več kmet, ne? Višino odškodnine bo določilo sodišče. Da naj bi jim vzeli najbolj rodovitno zemljo, pa se pritožujejo tudi drugi. Dodajajo še, da se na njihove pobude na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ne odzivajo. Zato se počutijo odrinjene. Na ministrstvu pa upoštevali smo le tiste predloge, za katere smo ocenili, da jih je možno upoštevati. Predvsem tukaj manjka dialoga med temi predstavniki teh poslov, teh ministrstv, da bi te ljudi pravočasno obveščali in povedali v njim razumljivem jeziku, kako grejo te zadeve naprej. Zapletlo se je tudi pri izravnalnih ukrepih. Občina Hrpelje-Kozina jih bo deležna, ker je dovolila gradbene posege v krajinski park Beka in dolino Glinščice. Predlog je že pripravljen, a so tudi tukaj krajani dobili občutek, da se njihovo mnenje ni upoštevalo. Meni je jasno, da z ukrepi ne bodo vsi zadovoljni, ampak sem pričakoval, da bomo v razpravi te ukrepe, ki je bil še čas, dopolnili. Svetniki občine Hrpelje-Kozina pa o predlogu sporazuma niso želeli razpravljati. Sklepati je možno, da zato, ker je država že začela pošiljati odločbe o razlastitvah. Morda je to prevladalo, da se o izravnalnih ukrepih niso hoteli niti pogovarjati. Mislim, da je tukaj bilo storjeno iz strani ministrstva napaka. Ne glede na vse, ima država sedaj zeleno luč za gradnjo drugega tira. Občina pa lahko zaradi vseh zapletov v najslabšem primeru ostane brez $500 000 sredstev, kolikor bi dobila s predlagano izravnavo.